Pozdravljen popotnik, sva Alex in Cindy in tole je najina zadnja postojanka skoraj mesečnega potovanja po Tajski. Prejšnji vlogi te popotniške serije so nas vodili od živahnega Bangkoka preko džungle in riževih pol do zavetišča sloni in mirnih templjev. Celo majhen Grand Canyon smo si uspeli pogledati, vse dokler niso začela skakati po tajskih otokih. Vse pretekle vloge si lahko gledaš na najinem kanalu, danes pa se odpravljamo v prikupno mesto Krabi, ki ponuja vrsto vzponov in ostalih zanimivih dogodivščin. Dobrodošel v novem delu popotniške serije po Tajski. Srečno sva prispela v Krabi in Krabi je v bistvu na celini, se pravi, to ni otok. In dejansko iz Koh Lante, ki pa je otok, greste lahko do Krabija po celini, se pravi, vmes greste samo na kratek trajekt in midva sva šla na minibusi in rabili smo 4 do 5 ur vožnje. Stacionirala sva se kar ob plaži Ao Nang, ki pač naj bi bilo središče dogajanja tukaj v Krabiju, poleg pač Krabi Towna. Tako da ja, bova zdaj raziskala malo okolico Krabija. Na koncu plaže Ao Nang pa imate tudi Monkey Trail. In midva si moramo malo tele najine nogice pretegniti, ker že cel dan sediva, tako da si greva zdaj pač pogledati tole opičjo pot. Kam si ti to mene pelala? Ja, da sem še malo pa uspel, pa nogice razgibal, a ne? Ja, veš, ko je to strmo? Ja, lej. Ampak na koncu tega Monkey Traila je pa je še hotel in ena skrivna plaža, ki ima dostop samo po tej poti. Ja, ti uradno ni zgladka. In tole je zdaj šele vzpon, prej ni bilo nič. Shit! Ne vem, kaj se ti Ponč pritožuješ nad tole potjo. So ljudje, ki imajo na koncu te poti dejansko hotel in edina možna pot do hotela je po tej poti. Ja, pa ne bi si takega hotela rezerviral, pa da moram tole 10krat na dan hoditi, to sem zmešan. Imaš pa nek secret beach, kaj je ful lep, pa nedostopen z avtom. Sure. Zdaj se naj bi pa res opice začele. Pa upam, da me niso nategnili. Aha, se pravi, poleg tega, da moraš tole vsak dan hoditi, lahko še opice ugrabijo vsak dan. Komot? Super. Dela z YouTubeom in urejanjem vlogov je res ogromno, zato so toliko bolj vesela, da najino delo kdo tudi finančno podpre. To nam omogoča, da je najin trud vsaj malenkost poplačan in desetine ur za računalnikom in kamero niso zaman. To ne bi bilo mogoče brez najinih članov in meniva, da si v zameno zaslužijo kakšen kader ali video več. Zato je ta del vloga namenjen le njim in hvala vsem za podporo. Če bi tudi ti rad direktno podporil najino delo in ti je najina vsebina všeč ter bi jo rad še več, te vabiva, da se pridružiš naši Ponconč članski družini. No, do zdaj smo se malo hecali, ampak za današnji dan sva si pa res izbrala en malo bolj voren pohod. 2 ure v eno smer, približno 5 kilometrčkov, greva pogledati en viewpoint, pa če bo čas, se ostava še na enem slapnem. A bo piko? Ja, spet sva rentala skuterčke in šibava po Krabiju in tle je prav lušten. Tle piše drugač. Imaš pa spet prav takole skozi ob potočku. No, to meni kaj zastril. Tako da, kadarkoli ti je vroče, imaš 100 enih tolmunčkov za namočati se. Ja, pa fajn je, da so tele table, da lahko malo se vstaviš, da si vse prebereš, zato da se spočiješ. Grmi. Joj. Jaz ne vem, koliko se sliši na posnetku, ampak tam gor se nekaj dogaja. Zelo grmi. To je sam avion. To se sliši zelo gotaven. Upam, da prideva do vrha. Še ta prav cajt. Čisto na začetku najnega pohoda. Shit. Kar se sliši, da že dežuje.
Dež pada. Aj ga pa kdo je naročil tale dež zdaj tlele? Tole vse skupaj zgleda kot en hudournik, tako da mene tole ne pomirja. Tako no, malo dežuje, ne? Pa čva zdaj? Naprej? Za nazaj bližji. Mogoče bi mogla poslušati preteklo Cindy, ampak nisva se dala, sva šla kar čez drm in strm naprej, upajoč, da kratka, mila plohica ne bo pretirano vplivala na najino pot. Situacija res ni rožnata. Tole sej voren kuscov. Kakor sem imela srečo v tem monsunskem obdobju, pa lahko po moje rečem, da ne je pa danes dobil tisto, ker so skozi upala, da ne bo. Da je bilo tole tudi varen, tudi ne, ker tele štenge, to je res skoraj 90% dol, pač ful je strmo. In zdaj, ko je začel še dež padati, ful drsi, tako da ne bo, mislim, je že challenge navzgorja, dol bo pa še 3krat bolj po moje. Sam, to je una fora, ker zdaj so na uni točki, ki se ne umem okoli obrati. Moker bom itak, pršica se... Moker sem že zdaj. Tako da... Idem za razgled, ne vem, no, če so oblaki, koliko so kaj videli. Ampak imamo to, gremo do vrha. Dobar naj pere tole. Ni fletan. Zdaj še ta blad po tleh ratov. Oj. Sva pa lahko vsaj občudovala, kakšne prijetne in zanimive živali ima za ponuditi džungla. Žabica je taka majhna. Si žabko. Saj so tudi lušni stvari, pa ful se... je to taka megla. Kaj še megla je ratala. Megla. Pa ful so lepi zvoki, ptic pa vsega. Še malo kikerja, greva. Slišiš? Ja, dejš. Tako se dere. En človek bi rekel, da so jo tele živali tako ustrašile, ampak kolega je kar tlele. En update na enega pohoda, dve dobri novici. Prva, samo še 2 kilometra imamo do konca, druga pa očitno se je majčkeno umiril. Je šlo čez hrib tale nevihtica, tako da upajmo, da je to za danes. Pa da ne bo nič več dežja. A ne? Ja. To pa nisem mislil, da je kdaj doživel. Pricam, da sem v emu Indiana Jones filmu, veš, ki spojo te velike gobe nabere voda, pa pijejo. Cool. Tropski pohodi. To je pa čist druga pošast, res to ni isto, kot v naše hribe. Čez tele korenine, čez skale, v 100% vlažnosti, da te še dež pere. Evo, 3 kilometre, pa po moje, da so to 3 kilometri, ki sem najbolj ponosen na njih v življenju. Noro, ampak je pa duša. Telo mi prav, jaz tako uživam, meni je tako fajn. To je nekaj, kar sem rabil v življenju. Da se ne izležava, sem cel cajt na tem poročam potovanju. No, Cindy, poduč nas. Tlele so taka zelo rdeča drevesa in v bistvu vse to je zaradi bližine morja, ki je čist blizu, in pa zaradi monsuna. Je pa zelo zanimivo, da čeprav rdeča drevesa izgledajo, kot da bi bila strupena, so užitna in jih v bistvu tukaj jajo kot neka priloga. Ja, v bistvu, kaj, sam postrgaš dol in skuhaš ali kako? To pa ne mene vprašati. Tako no, tole je bilo malo naporno. Ampak počasi se bomo sestavljali, ne?
Mislim pa, da je tle ena zelo lepa lekcija. Namreč začetek slab, konec dober, ali konec dober, vse dobro, ali po dežju vedno posije sonce, ker razgled je pa v božjo mater leplega. Dobesedno, ful je lepo. Ful je v redu, res. Ja, zelo naporen trekking, ampak razgled je pa pač prečudovit, tako da se splača. Sam treba se je pripraviti. Pač meni je Ponč to predstavil tako. Danes imava 1-2 krajša postanka. Ne da va 4 ure hodila. Tudi oblekli smo se narobe, hrane nimava sabo. Saj vodo imava, tako da lačna sem pa za umrt. Saj bo. Lačon! A me bo kje upošteval? A me v kam teleportiral? Ne vem, če... Še par informacij glede tega pohoda na Dragon Crest Trail. Se pravi, zelo imajo pameten narejen. Zadnji odhod možen je ob 2 popoldne in v bistvu imajo vse skupaj zelo dobro preračunan. Torej, če rabiš nekje 2 uri do gor in 2 uri pač predvidoma tudi nazaj, potem si lih ob 6 nazaj, takrat je pa lih sončen zahod. Se pravi, zelo pametno, da te tema ne ujame. Tam se moraš tudi vse pač upisati, kdaj si prišel, kdaj boš pol tudi ven šel, da vejo, da se nisi kje izgubil. In pa vstopnina je 200 batov po osebi. Zdaj mi, da so tole res mečken zbluzila, drugače imate pa na poti gor še en krasen slap, v bistvu je direktno poti nekih 500 metrov skrenete, pa je še slap, nama se že ful mudino, tako da to novo uspela pogledati, ampak samo toliko, da veste, da ne plačujete toliko velik denarja, samo za en razleg, imate še slap zraven. Nič, prišla sva srečno do dol, bi pa eno stvar še komentiral. In sicer na eno obuto. Tevik. To je pa najbolj čevelj, kar so se ga spomnili v lifeu. A rabaš iti na goro, imam te. A rabaš iti v reko, prečkat, daj mi večji izziv. A rabaš me namest šlapov, lahko me uporabljaš. A gaš lahko teč z njimi, kamot. Pač za karkoli jih lahko uporabljaš, lahko jih posvinaš, jih kuj spereš, pač najbolj. Pa toliko si se uperil ta prvič, ko sem ti predlagala, da si jih kup. Pa sva jo dočakala. Težko prisluženo, brok. Sem rekla, da sem lačna. Evo me, lepo si me teleportiral na plažo ob sončnem zahodu, na večerjo. Je petijske fulober. A ja, pa passion fruit shake, pa mango shake. Noro dober. Ja, ne smeva alkohola, ki smo na skuterčki. Ja. Činkalo pinkalo. Če si na enem mestu dovolj dolgo časa, potem boš tudi kakšno lokalno stvar najdel in midva sva najdla nekaj ful hudega. Seveda ne gre brez tega, da bi malo angažirali publiko. Najprej so na oder povabili te pogumne, lepe, mlade punce, da so male podžgale to celotno publiko. Zatem pa si šef izbral eno izmed njih za kratek solo nastop. Reva je bila čist prestrašena z vsem tem šviganjem in gorenjem ognja, ampak se je na koncu kar lepo vnesla v flow predstave. In seveda se je mogla zgoditi še ena stvar.
samo nekaj stvari je sigurnih v življenju. Da obstaja gravitacija, pa da Aleksa pokličejo nekam, ki se nekaj dogaja. Zveri tebe najdejo, jaz ne vem, kako je to možno. Pač jaz ne vem, a oddajam tako energijo od sebe ali nekaj, ne vem. Ja, hočeš nastopati. Ja, to imam v srčku. Drugač pa ti fire showi so res ena taka zelo znana stvar tukaj na Tajskem in obvezno si morate vsaj enega pogledati. Tukaj v bistvu v Krabiju jih imajo kar na tej glavni plaži, Aonang, tako da prav luštam. Je pa naša Cindy danes še eno kljukico v življenju naredila, ne? Letnega Azica sem gledala cel večer, tazga six-packi pa vse. Sicer je imel masko, tako da ne vem, kakšen je obraz zgledal, ampak v tem je kar hud bil. Nisem pa še nič tega Krabija pokomentirala. Kakor vidite, zvečer res ulica oživi. Zelo podoben kot na Phuketu, samo tlele se mi zdi veliko bolj prijetno. Po moje Krabi še zmeraj ni toliko turistično obljuden kot Phuket, ali pa mogoče zato, ker je off-season, ne vem, ampak meni osebno je veliko bolj prijetno tukaj kot tam. Ja, tam je bilo noro. Te 7-Eleveni so pa najbolj, se pravi, mi več ali manj vse, kar kle kupujeva, ker pač je najbolj. In cel cajt dobivava takele znamke, oziroma pač meni zgleda kot poštna znamka. In jaz jih skozi spravljam v denarnico kaj med kovance in lih kar sva ugotovila, da se pravi, nekateri so vredni 1 bat, drugi so vredni pa 3 bate. Tako da zdaj sva lih kar 16 batov prišparala. Se splača spravljati znamke iz 7-Elevena. Še en fun fact o nama. Kar neka družinska tradicija je ratala, da pač po svetu sprobujemo različne čipse, ker pač jaz obožujem čips. In recimo zelo je zanimiv, ker Pringlesi pač je res mednarodna firma, ampak se prilagajajo lokalnemu trgu. Zato recimo sva midva v Mehiki jedla chili and lime Pringles, o katerem še danes sanjava. V Ameriki, v ZDA sva jedla kisle kumarice. Ogabno je bilo. Tukaj imajo pa recimo tele pronse, pa od Lejsov klele imamo spicy lobster, probala sva tudi morsko travo, tako da zelo zanimiv, pa se splača probati lokalne čipse. Ja, danes kar nadaljujemo tem, kar smo včeraj ustali, ker so malo zbluzila in nama ni ratalo vsega pogledati, tako da bomo danes dokončali tisti plan. Zdaj, mi smo se potem včeraj odločila, da kar za 2 dni rentava skuter, oziroma včeraj pa sam podaljšava in da greva še majčkeno v okolico Krabija. Tokrat so se ustavila pri enem jezeru, potem greva pa naprej še do enega templa. Ljudje imajo ob jezeru kar takole postavljene bajte, kot vidite za nama. Je pa po mojem jezero zaradi monsuna pač malo bolj poplavljeno kot drugače, ker se tudi vidi pač drevesa v vodi in pa tudi nekatere hiše so kar v vodi. Ja, tako da ne imeti občutka, da je tlele ful luksus, da so to vikendice, ne, tle folk živi. Tudi zanimivo je, v bistvu imajo kar voda speljano ven iz jezera in potem v hiše noter. Po priporočilu najine kolegice Klare se danes odpravljava na novo mučenje in sicer pogleda tempelj, do katerega vodi 1370 stopnic. Tiger Cave Camp. Zdaj ne vem, če lahko kaj preseže razgled, ki so ga doživela včeraj, ampak dajmo se presenetiti. A si ready za pohod? Ne. No, toliko o optimizmu, pojmo! Sam tempelj je dobil ime po tigrovi jami, ki jo lahko vidite za mano. Pač tukaj je tudi nek tempelj, molilnica, ampak midva greva na sam vrh. Če bo takole naporno, bo zelo naporno. Pa če štekaš, to so spet komadne vzponi, a jaz se še vas bogil začel. Tole je mučenje, ne vas noben ne prepričal kaj druga, pač noro. Ne vem, koliko se kaj vidi, ampak fucking švicam kokojn. Prav sveten se štikaš. Gospodična Klara, tole ni bilo lepo, takole naj mučati na medenih tednih. Ne se še ne bilo panike, če ne bilo to drug dan zapored, ko midva delava 550 metrov višinca v tej vročini. Meni vse dol teče.
S tem, da danes je bil res klanska. Včeraj je bil vsaj razpotegnjen na tiste 3,7 km. To danes je bilo pa dobesedno takole. Mislim, da v 100 metrih narediš 1370 stopnic, pač noro je. Hej, me veseli, da sta poslušala moje priporočilo in se pospela do vrha vseh teh stopnic, pa videla to dihjemajočo atrakcijo, ampak dobesedno dihjemajočo. Vam poslala posnetke, kako sem jaz gledala, ko sem gor hodila. Ne vem, če sem že kdaj v lifeu zašvicala toliko, kakor tam. Ok, lej za to. Sem vesela, da nisem edina. Čim prej se spočita, naberite nove moči za nove potovanja, pa avanture in se gledamo na TikToku pa Instagramu. Čauči, lepe pozdrave iz Kanarcev. Ampak bolj fascinantno, kot tale vzpon je pa, kdo je tukaj gor hudiča postavil tempelj in pa kip Bude. Oh my god. Tu se je še namatral, ki je mogel vse to gor znositi. Vam zdaj malo razkazala. Ja, zdaj, da vidimo, zakaj se matraš. To je zdaj tisto poplačilo na koncu. Ker vod. Gremo. Evo ga. Tempeljčok. Tempeljček. Iz tam dol smo štartali. Iz Ungale. Strm hribčič. Dajmo, stari. Tako na glih dol gre. Na glih dol. Oh my god. Čisto je scenski tale tempelj, mislim, pač ta enormen kip Bude in pol vse tako nekako v skalo zgrajen, ful zanimiv za videti. Evo, kudos, Klari, tole je bil kar fleten vzpon. Zdaj pa glede na to, da so dva vzpona naredila tukaj v Krabiju, mogoče eno priporočilo. Če hočete daljši, bolj naporen, ampak lepši pogled, potem pojdite na Dragon Crest Trail. Če hočete krajše trpljenje, da ste res hiter gor, sicer je kar pa tudi manj naporen. Razgled je sicer lep, ampak ne toliko lep kot tam, potem pa pojdite sem. Je pa oboje 550 metrov višinca, tako da. To je to. Da so te lažje odločili. Ok, en update, mogoče ni 500 metrov tlele vzpona, ampak 250, ne vem, saj meni po aplikaciji, ki treka pač vzpone pa spuste, piše, da je bilo tam 260, tako da... Včeraj je bilo pa 500. Včeraj pa 500, tako da je ta definitivno manj zahteven, očitno. Da pa tele serije ne zaključimo na taki čudni noti, pa zdaj sledi ena smešno bizarna stvar. In sicer najprej malo backstorija. Midva sva za vse lete dokupila ekstra baggage zame, zaradi tega, ker predvsem moji elektronki, da vse to jaz spravim na Novo Zelandijo, rabim krepko več kot 7 kg, kakor Erasea pač dovolj. Torej 2x po 7 kg, 14 kg in jaz sem to napakiral. Ja, imamo pa problem, ker Sydney ruzok je pa tudi kar težek, z računalnikom in vsem približno 10 kg. In do zdaj ne še niso preverjali, do tega leta. Na tem letu pa so prvič mogla tehtati tudi carry-on prtljago, se pravi tisto, kar neseš na avion. In ko sem midva to videla, sem vedela, tole ne bo dobro, ker ima vas siguren celokupno preveč. In potem je treba uporabiti kakšen travel hack. Ampak da sem jaz toliko nase zbasal, ker to je samo absurdno, kaj vse na meni zaleje, pa pojmo skozi. Začnimo z torbico, ki načeloma je za telefon, pa pasuš, pa denarnico. No, tlele not imamo GoPro, očala, slušalke, 2 telefona, DJI majke, pač to, kar zdaj nasepnil sem, ena denarnica, druga denarnica, pasport, pa še kakšna stvar se najde. Naslednja stvar je, oziroma so žepi, električna zobna ščetka, powerbank, jopca itak in pa še raincoat, ampak znotraj tega raincoata imamo od Cindy denarnico, od Cindy charger za laptop, očala od Cindy, mojo čutarco
pa dober sam pač renkovce. Da pa to še ni dost. Makilni. Od fotoaparata, pač pas, ki je za okol, sem si ga dal poleg svojega pasa gor, tako da sem res po moje nase maksimalno spravil, kar se da. S tem, da imam še jaz nekaj po žepih. Moji žepi sicer niso tako veliki, ampak vse skupaj sva spravila več kot 3 kile v žepe. Ja. Evo, tako pa tudi zaključujemo tole serijo. Mi dva res upava, da vam je bila serija po tajski všeč, tako da pritisnite like bata, če vam je bila všeč. Naročite se na najin kanal, da boste videli še ful več ene vsebine. Zdaj se odpravljava v Malezijo in vam pokaževa, kaj v 48 urah lahko vidite v glavnem mestu Kuala Lumpur in pa seveda potem najina največja dogodivščina Nova Zelandija za 1 leto, delovna viza, tako da res naročite se, prihaja ful vsebine in ostane nam samo še ena stvar. Bye, Leona! Bye, Leona. No, ja, v redu. Čau. I'll be